kako je čisto začetek, če smo vsi pripravljeni, kako je biti znova del reprezentance? Ja, super, dolgo časa nismo bili skupaj. Malo smo se že pogrešali, kljub temu, da smo dosti v kontaktu, ampak vseeno lepo je zadihati ta slovenski zrak. Ne vem, že ko se usedeš na avion, je občutek pozitiven, tako da vsi smo veseli. Tako, kar je bilo vedno v zadnjih letih, atmosfera je super, nekateri igralci smo se zbrali že včeraj, drugi so prišli danes, bomo naredili skupni trening in začnemo nov ciklus skupaj. Vse tako, ko je bilo, 7 let je bilo zdaj pod Matjažem Kekom, malo drugačna ekipa, zdaj nova ekipa, nekaj novega, kaj takšnega, kar si opazil morda, kako je bilo? Ja, sigurno neke spremembe so že vidljive. Mislim, če lahko rečem, zelo profesionalno je, kar se tiče strokovnega štaba. Že ko prideš v garderobo, je vse lepo napisan, kaj nas čaka na treningu, kaj bomo delali. Tako da, kar se tiče tega, je na vrhunskem nivoju. Zavedamo se tega, mislim, z selektorjem Cesarjem smo že sodelovali prej kot, pač on je bil kot pomočnik trenerja in nekako se dobro poznamo. Ampak bomo videli tudi, sigurno bojo nove ideje, kaj več ne moram povedati, zaradi tega, ker nismo imeli še skupnega treninga, ampak sem siguren, da kar se tiče njihove strani, bo vse na vrhunskem nivoju, zdaj pa druge stvari pa ostanejo na nas, igralcih. Kako pa se osebno počutiš, vedno, ko prideš v reprezentanco, zaživiš, zdaj verjetno to potrebuješ, glede na to, da zadnje čase ne igraš, kaj se dogaja? Seveda, to trenutno sem zelo vesel, da sem tukaj, ker to potrebujem. Mislim, sami veste, da situacija v klubu zame ni pomembna, kar se tiče reprezentance, kar se tiče pač želje in motivacije na treningih, na tekmah, to je vedno enaka, ampak ja, situacija zame trenutno je najhujša v moji karieri. Ne bi rad kaj preveč govoril o tem, zaradi tega, ker imam še dolgoročno pogodbo z njimi. Imam kar veliko za govoriti, ampak bom bil raje štih. Ja. Hvala z moje strani. Mislim, neke stike s Cesarjem ste že imeli. Kaj od vas pričakuje, kako vam je predstavil zgodbo? Ja, danes bomo imeli ta prvi sestanek z njim kot celotna ekipa. Sigurno, da smo bili tudi v kontaktu pred zborom. Vemo, njegova želja je vrhunska, kar se tiče motivacije, znanja, delanja, analiziranja vseh stvari, tako da siguren sem, da kar se tiče teh stvari, taktičnih in vseh drugih, da bo to na vrhunskem nivoju in da seveda. Druga stvar je pa to, da bomo mi igralci na igrišču to znali, kako bi rekel, iz treninga na tekmo prenesti in odigrati maksimalno. Sigurno je za nami zelo težko obdobje. Sigurno, da bomo rabili nekaj časa, da se spoznamo, da vse nove zahteve selektorja in celega stafa probamo v čim hitrejšem času prenesti na tekme. Ampak to je normalno. Tudi z prejšnjim selektorjem smo rabili zelo dosti časa, pa je na koncu bil rezultat vrhunski. Tako da čakajo nas 2 težki tekmi v gosteh in upam, da bomo začeli z pozitivnimi rezultati, ampak mislim, da kljub temu bo fokus tudi na igri in na sami taktiki. Petar, vedno si dal veliko za to reprezentanco, kot si sam rekel, tudi kadar ti v klubu ni šlo. Kako si predelal tisto Kosovo in tisto, kar se ti je zgodilo na tisti tekmi? Zelo težko, pa ja, sigurno je to pač moja krivica, ne bom nič govoril, da je krivica kakšnega drugega. Enostavno to, kar sem naredil na tekmi, ni dopustljivo, zavedam se tega, ampak mislim, da na ta moj odnos je bilo malo več vzrokov, zakaj v bistvu se je to zgodilo. Tako da mi je pa žal, seveda mi je žal, ker smo imeli dobre šanse za narediti kakšen večji rezultat. Enostavno žal mi je, kako so se zaključile vse te tekme in seveda tudi sami odnosi. Tako da enostavno, ja, za reprezentanco bom vedno dajal svoj maksimum, zdaj pa
bomo videli. Včasih je to dobro, včasih je to slabše, ampak v nogometu je to normalno. Nov selektor, nova ekipa, kaj še novega, zdaj, ko ste prišli v reprezentanco? Zaenkrat ni nekih velikih sprememb še. S fanti smo se videli zdaj po dolgem času. Lepo je spet se videti. Par novih obrazov tudi v štabu, normalno. Tako da ja, sledi malo spoznavanje ta teden. Ampak ja, z večino se pa že dobro poznamo. Pred vami je bil Kravc, ki ne igra veliko v klubu, vi ste zdaj na zadnjih 2 tekmah igrali, kako je gore v Angliji, kako ste zadovoljni, zdaj po poškodbi januarski? Ja, konstanta borba, bi jaz rekel. Vsi se moramo boriti vedno za svoje mesto. Pride obdobja, ko se igra malo več, pride obdobja, ko se igra malo manj. Ja, Pek ima zdaj trenutno obdobje, ko igra malo manj, ampak sem prepričan, da bo tudi hitro obrnil zadevo. Za reprezentanco je vedno igral odlično, več kot 100% dal za Grb in vem in tudi mislim, da vsi vemo, da kar se tega tiče, ni nobenega vprašanja in tako tudi vsi ostali pravzaprav. Pa vi? Ja, tudi jaz sem zadovoljen trenutno za situacijo, kot sem rekel, tudi pri meni je normalno. Kak teden boljš, kak teden slabš, ampak ja, glavno je, da držiš tisto svoje in takrat, ko dobiš priložnost, da daš vse od sebe. Kakšne morda razmišljanje pred obema tekmama, Madžarska, Bosna, Črna Gora? Ja, ena lepa priložnost, 2 težki tekmi v gosteh, lepa priložnost, da nekako začutimo vse skupaj, kakšne spremembe bojo z novim selektorjem, kaj se bo pričakovalo, kaj so neke nove ideje. Ampak ja, normalno, da je pa tudi vedno dobro, da je rezultat tisti, ko te ponese nekako naprej in ti da neko dodatno energijo. Hvala, kar drite. Kakšno Slovenijo pričakuje zdaj pod novim selektorjem? Se sem tudi govoril in pri tem v Angliji na obisku, ne? Ja, mislim, da imamo neko podobno vizijo, kak je treba naprej, s kakšno energijo je treba naprej, da je treba zadeve obrniti spet v neko pozitivno stran. Ja, mislim, da imamo vsi en skupni cilj, ki je tudi Evropsko prvenstvo in mislim, da tudi vemo, kaj bo treba narediti, da bo ta cilj uresničen. Zdaj boš tudi kapetan reprezentance v tej akciji. Kaj pričakuješ? Mislim, nekaj drugače? Ne. Za mene to ne spremeni ničesar. Vedno poskušam pomagati, koliko je lahko, s trakom ali pa brez, da ne spremeni dosti. Ja, kaj zdaj bili ste že v takem položaju, v tem močni konkurenci slovenskega športa in vseh teh uspehov morate nekako iti, ne bom rekel čisto od začetka, ampak pridobivati si pozornost, zaupanje, euforijo javnosti, navijačev. Kako se boste lotili tega, koliko hitro lahko potegnete za sabo, ker tiste resnejše tekme recimo in tako so kar oddaljene? Ja, mislim, da hitro to ne gre. Mislim, da smo lahko v prejšnjem ciklu, ko je šlo to od nekega začetka, to videli. Mislim, da vseeno zdaj nismo na nekem začetku, da imamo dobre temelje, da za naprej, tudi kar se tiče slabših rezultatov v prejšnjem obdobju, mislim, da so normalno tudi, da pride neko obdobje, ko ne gre vse po načrtih. Ampak fanti se tudi nekaj tega probamo zavedati, da če bomo hoteli naprej biti uspešni, da bo treba dati še več, dati še neko dodatno energijo. Tudi te novi obrazi, ko so prišli, bodo mogli sprejeti čim več odgovornosti, ker je tudi veliko odvisno od njih in od njihovih predstav. In mislim, da če bo vsak vedel svojo vlogo v reprezentanci, tudi čez teden in tudi pol na tekmah, da bomo lahko tudi uspešni na koncu. Jaka, če se sam navežem na Andrejevo vprašanje, mogoče kako pa v luči tega gledate na te tekme v Budimpešti in Podgorici? Je tukaj bolj pomembno probati kaj novega ali bo vendarle rezultat, pa čeprav sta prijateljski, pomemben za vas, da ustvarite nek ta pozitivni moment za naprej? Pa mislim, da so tiste res pomembne tekme še toliko daljene, da je treba nekako probati tudi neke stvari, ki jih selektor hoče, da dobiš neko sliko tudi novih obrazov, ki jih so nujno potrebni, da pokažejo tisto, kar znajo. Ja, mislim, da je neka priložnost, da konec koncev tudi oni
oni dobijo priložnost, da pokažejo, kaj lahko prinesejo te reprezentanci za naprej. Kot sem rekel, rabimo vse. Ja, dobre predstave v klubih, da čim več igralcev tudi pride na čim boljši nivo in da pol to prenesemo na reprezentanco in da pridemo pol v tistem res pomembnem obdobju zbrani in z jasno sliko za naprej. Hvala lepa. Jaka mlad si prišel v reprezentanco, imel si mentorje tukaj, zdaj si mogoče ti eden tistih, ne vem, Begić, mogoče Ratnik, še kdo, mladi fantje, boš ti prevzel vlogo tega mentorstva oziroma je to razdeljeno slačilnici, kako se ti recimo tega lotevaš po vzoru tega, kar si ti doživel, ko si prišel, ali imaš kak svoj pristop? Pa mislim, da se mora vsak držati tistega svojega prvo. Ja, ogromno lahko potegneš od vsakega. Tudi tisti, ko mogoče niso neki naravni mentori ali pa kakorkoli tega ne kažejo, se mi zdi, da od vsakega lahko res potegneš nekaj, ko si mlad. Če dobro opazuješ, če si željan tistega dokazovanja in napredovanja, lahko odneseš od vsakega res veliko. In ja, jaz sem tudi tu konec koncev, da pomagam tem fantom, da bojo čim boljši in da bojo tam, ko jih bomo rabili in da bojo znali prevzeti to odgovornost in da bojo tudi vedeli, da se jih rabi, da so potrebni in da dajo tudi oni konec koncev novo energijo na treningih, da pridejo sem z željo in res tem, da imajo željo, da bojo igrali tu za reprezentanco, da vejo, da ne pridejo sem, da rečejo, ja, jaz sem reprezentanc in je to. Tu se že začne zgodba in morajo res vedeti, da imajo veliko priložnost konec koncev tudi tu in da so jim vsa vrata odprta, da pridejo pa da pokažejo, kaj znajo in danes je prvi trening, tako da začnemo danes.